Živijo družba, jaz pa danes spletkarim z Roko iz Logouta, to pa zato, ker on obvlada videoigre. Letos namreč prihajata ven dve novi igralni konzoli, nov PlayStation 5 in pa nova Xbox serija. Obe konzoli bosta omogočali zelo hitro nalaganje igralnih vsebin v HD grafiki. Odrasli igralci lahko letos pričakujejo dve veliki novosti. Ena je Cyberpunk 2077, druga pa je Half-Life Alyx, katerega bomo lahko igrali s pomočjo očal za virtualno resničnost. Ok, to je za odrasle, kaj pa za mladino? Mladi lahko veliko novosti pričakujejo v igri Minecraft, prihaja Minecraft Earth, Minecraft Dungeons in pa Minecraft Nether Update, pa brez skrbi, tudi Fortnite bo letos verjetno poln novih zanimivih novosti. Zelo se veselim novosti, tudi par novih iger bo prišlo, pa updati za te, ko jih že igram. Ampak še vsem so mi pa nekako boljši stari deli, stari updati, ker je pač bolj originalno. Videoigre spodbujajo razvoj nekaterih miselnih procesov, kakšen spomin, analitično mišljenje, tudi kakšno prostorske predstave in pa tudi sporazumevanje med sabo, kadar v videoigrah sodelujemo. Všeč mi je, ker lahko tam napreduješ. Sproščam se včasih s tem, pa z zabavo, veliko novih prijateljev spoznam. Ker so videoigre zelo zabavne in v njih lahko hitro porabimo preveč časa, lahko zelo hitro se preveč na njih navadimo. Kadar začne potem to vplivati na druga področja, da mogoče kdaj domače naloge ne naredimo, ne gremo starši na kosilo, tako da moramo biti pri igranju zmerni.